Religija igra ogromno vlogo. Evangelijski kristjani so hrbtenica gibanja MAGA. Politiko vidijo kot boj med dobrim in zlim. Za mnoge so politični boji glede splava, družinskih vrednot in verske svobode eksistenčne narave. A zdaj se dogaja nekaj novega. Podpredsednik J.D. Vance, ki očitno goji ambicije za naslednje predsedništvo, je prestopil v katolicizem in sprejel to, kar imenujejo konservativizem skupnega dobrega. To je vizija, ki je nacionalistična, tradicionalna, a hkrati podpira uporabo državne moči za zaščito delavskih družin. Zakaj je to pomembno? Ker se MAGA razvija. Ni več zgolj gibanje, ki ga poganja jeza, postaja ideologija z intelektualnimi koreninami. In to bi jo lahko naredilo še bolj vzdržno v prihodnjih letih. Toda MAGA ni zgolj ekonomija ali religija. Poganjajo tudi oster boj glede identitete, migracije, rasa, spol. Te kulturne vojne poglabljajo občutek krivice, pretvarjajo politične razprave v moralne bitke. In tu se skriva resnična nevarnost. Ko politika postane namreč moralna vojna, je iskanje dvostranskega kompromisa izjemno težko, če ne celo nemogoče. Je to razlog, zakaj se Amerika zdi tako brezupno razdeljena? Dva nova voditelja oblikujeta prihodnost MAGA. Zunanji minister Marco Rubio, tradicionalni konzervativec, oster v zunanji politiki, še vedno pa naklonjen poslovnemu svetu in udobno deluje znotraj stare republikanske stranke. In J.D. Vance, populist, ki zahteva carine, industrijsko politiko in manj globalnih povezav in globoko nezaupljiv do starih ameriških institucij. Oba si lastita Trumpovo dediščino, a ponujata zelo različni viziji, kako uresničevati moč. Torej, kdo bo definiral MAGA v obdobju po Trumpu? Uveljavljeni konservativec ali ekonomski nacionalist?